Spoštovani, dobrodošli v podkastu Supermoč usporedni svetovi. To je serija pogovorov z ljudmi, ki vidijo svet nekoliko drugače in ga zato tudi drugače soustvarjajo. Ne govorimo v tej seriji o poslu, strategijah ali številkah. Govorimo o načinih razmišljanja, zaznavanja in odločanja, ki se rojeva zunaj poslovnih prostorov. A pogosto odločajo o tem, ali bomo kot družba in kot posamezniki napredovali ali obstali na mestu. Moja današnja gostja je Alenka Slavinec, fotografinja in umetnica, vsestranski talent, katere delo presega estetiko in se dotika temeljnih vprašanj našega časa. Odnosa do narave, človekovega dostojanstva, integritete, vode, živali, zgodovine in prihodnosti planeta. Alenka Slavinec, toplo dobrodošla v studiu medijske hiše Delo, v podkastu Supermoč, ki pa ima nek podton v podseriji, ki sem jo poimenovala Vzporedni svetovi. Hvala za vabilo. Prišla si dan po praznovanju, vsaj na slovenskih tleh. Evo, prinašam eno darilce iz kitajskega ognjenega ognja. Hvala lepa. S katerim smo se povezali tudi z lipicancem. Tako da včeraj smo bili v Grand Plazi, smo praznovali festival pomladi in pa kitajsko novo leto, ki je leto akcije v ognjenem konju. In pa darilo za in najlepša hvala. Vse nekako je skladno z mojim značajem. Konj kot žival, ogenj in predvsem letni čas, na katerega res vse upe postavljam, in to je pomlad in potem poletje. No, imamo tudi še seveda mojo melodijo otroštva in krvi, bi rekli, to je naš ptujski kurent, ki pač ga imaš te zvonce ob kurentu in skoku, ko sem v Sloveniji in ga nikoli ne zamudim. To je en taki obred, ki je še pred krščanstvom in vse, in mislim, da je dosti bolj kako z naravo povezan, ta ogenj, o katerem potem kurenti ne še v maskah, ampak samo z ježovko in z gamašem in z zvonci. O polnoči zaokrožijo ogenj in to, ko je tam meni 400 kurentov okrog velikega ognja, jaz se dobesedno sam spustim v višino zvoncev in me dobesedno resetira. In takrat imam občutek, da se začenja novo leto. Ti si svetovljanka. Svetovno priznana umetnica, fotografinja, to lahko rečemo, brez zadržkov. Spoznavaš nove kulture, drugačne kulture, nekako tudi vase posrkaš starodavne rituale, se povežeš z ljudmi z različnih koncev sveta, ampak kako bi ocenila to našo kulturno dediščino? Morda jo premalo cenimo, mogoče nekoliko mačehovsko smo nekako vzpostavljali v sodobnem času odnos do naše kulturne dediščine. Ali imam napačen vtis? Mislim, da je to bilo tako na evropskem delu zelo prisotno zaradi krščanstva in drugih tudi političnih oblik. Zato, ker takrat, če človek povezan z naravo, tako kot so bili staroselci, da so preživeli, hkrati, da so tudi živeli, za njih je bila narava del njih in so se tega zavedali v vseh pogledih. Tako da so jo spoštovali. Z njo so ravnali tako, kot raznajo sami sabo. No in tej družbi to ni, nasplošno se pač pozna ta prekinitev stika z naravo. V smislu tistega zemljo, ne govorim za nekih fantazijah, ampak dobesedno ta stik z naravo, ker človek, ko se rodi, v bistvu, kdo je tisti, ki ti potem določa, ali boš, da moraš vse plačati, da si sploh živ, da lahko sploh živiš, po naravni poti to ni tako, Sicer zdaj živimo v tej civilizaciji in vse to, ampak vseeno ta civilizacija prinaša neko odvisnost, ki je prej ni bilo, pa seveda hkrati prinaša tudi neko varnost, ki jo seveda tudi plačujemo, Jaz sem tukaj preveč ne bi zašla, ampak definitivno imam dosti več o tem za povedati, kar se tiče zavesti in naših supermoči, kot vidim, je pravi naslov. Osebno pa sem mnenja, da imamo telo, ki je v bistvu
naše kraljestvo in vsak ima pravico, da svojo dušo v svojem telesu uravnava tako, kot si želi. Ne nas pa tega učijo na taki način, da smo, ker to pomeni popolnoma vodljiva množica ljudi. Pomeni eno neodvisnost. Ne? Ampak naša potrošniška družba in vse temelji odvisnosti nam cel čas kaže, da so ti oglasi ob tem letu ste starate, imate gube, morate to. Jaz sem iz backgrounda tudi komunikologinja in trženje in tržno komuniciranje mi je v krvi. Zelo dobre profesore smo imeli, med drugim Dragana Sakana moramo omeniti, ki je nekako mojo kreativnost, bi rekli, po domače žegnal. Je pa rekel, ampak deklina, to sem jaz rekel po domače, ampak deklica takrat. A boš pa mogla veliko še delati, ker sam talent je samo osnova. Tako da sem takrat delala v Sačiju in Dragan Sakan je bil res izjemen guru. Torej imaš nekje v svojem DNK-ju, poznaš vse tajne tega potrošniškega življenja, marketinga in lansiranja in nekako ugotavljanja, kaj sploh še potrebujemo in kakšne imamo potrebe in ustvarjanja naših potreb, etc. Ja, bi kar milo dvignila. Milo rečeno. Vdihnila, ja. Naše potrebe so zelo basic. To je tisto, kar smo prej omenili, je ravno ta, kolikor si sam s sabo usklajen in nekako to primarno noto sebe razumeš kot svoje note in potem seveda v družbi soustvarjaš družbo z vsem spoštovanjem in znanjem. Ampak vseeno se moraš vedno znova spomniti, da tisti zunanji svet je samo refleksija tebe in karkoli podobno kameri, ne. Ti imaš ta zaslonko, ne, in potem pa imaš fokus, ne, in pač tudi televizijo ali pa makro, ne. Tega se premalo zavedamo, hitro se ujamemo v neki makrosceno in pozabljamo, da smo del celote. In ta naš pogled, no, to je v bistvu, bi rekla, neko spoznanje, mogoče ko dozoriš ali se zavedaš vzorcev, ki so ti bili dani vsakemu izmed nas, pač mi živimo na nekem programu, hočeš ali nočeš, ne. Ampak ko se zaveš, da smo programirani in si želiš kakšnega drugega programa, to se ponavadi zgodi med 40 in 50 letom, če se ti zgodi, če se ti pa ne, pa te ponavadi zadene bolezen, kolikor ne živiš sam v skladu, ampak to moraš nekako ugotoviti. In v tem svetu je pač to tako, ne. Ne moremo zdaj izolirano živeti, vseeno smo civilizirana družba, ki ima napredek, ampak ta napredek se tudi včasih postavlja pod vprašaj, kaj je za to napredek. Ne? Alenka Slavinec, komaj čakam, da se ti primerno zahvalim za lep dar in da se posvetiva tvojemu res pristnemu stiku z naravo, konkretno s konji. Ampak bi vseeno poslušalcem, gledalcem in bralcem rada povedala, da so se prvikrat srečali preteklo leto in sicer na Bledu in da je mene to srečanje na nek način zaznamovalo, ker je bilo milo rečeno nekonvencionalno. Kot prvo ob prihodu na Bled sem, brez da bi te spoznala, občudovala razstavo fotografij znamenitega našega Borisa Pahorja. To so bile posebne fotografije, v posebno okolje si postavljala to legendo Slovenije, recimo, tega Svetoljana, človeka, na katerega je cela Slovenija ponosna in športni svet. Ampak tudi tvoj pristop do mene je bil presenetljiv in zelo nekonvencionalen, namreč zvlekla si me na toaleto in si rekla, zapri oči in si mi zapela nekaj, kar je neopisljivo. Če mogoče samo poveš, kaj je ta tvoj glas in to petje, zakaj občutimo takšno moč, tako magijo ob tem? Jaz, kar... To je v bistvu Siliam se imenuje, tako imenujem tudi mojo tehniko fotografiranja, ki je v 5. elementu, jaz rečem etro, ki so ga tudi družbeno nekako izbrisali, imam samo 4 elemente, in ta nevidni svet je postal dokaj viden v času covida, ne, so se ljudje začeli zavedati, da niso pomembne stene, ampak tisto, kar je nevidno. In ta Siliam je pa
nastal po enem mesečnem meditaciji v jami na Ibici in 4 dni sem spala v oljki, v drevesu. In to ime, to je v bistvu kozmično ime, je bilo predano od človeka Markota Kapursa in on je zelo znan slikar, ampak tudi medij, ali kako temu imenujemo danes. In mi je dobesedno na eni kavi sem to dala in rekel, to je zate, to sem zdaj on je reče, kanaliziral. In po tistem enemesečnem svojem potovanju sem začela peti to. Ampak to je bilo vse intuicija, ne znam povedati. V bistvu je bilo to nekako notranje zdravljenje enih travm. Včasih kdo reče, ja, pa to niso travme, kaj kompliciraš. Pa jaz mislim, da čisto za vsakega je neka druga travma. Od zunaj gledati na nekoga kakorkoli in soditi, zakaj, to ni relevantno. Tako da ta pesem, ko ti poješ, ne, in si dovoliš sploh, to je en tak, kot da bi se sistem zvoka tak grene. In gre in prav potuje po teh nevidnih, vendar izmerljivih kanalov, pravzaprav, no, so tisti, ki se ukvarjajo profesionalno s petjem, tudi imajo te tehnike petja in tudi imenujejo vse, obstaja tudi, ko sem kasneje zvedela, tudi seveda cela teorija o tem. Ampak mene vedno zanima to iskanje takrat, ko te nekaj kliče. Definitivno moraš imeti za to tudi čas, da si ga vzameš. Tudi jaz sem si ga takrat. Hvala še enkrat. To je poseben dar. To je doživetje, ki verjetno se ne bo ponovilo. Je pa nekaj drugo, ne? Sistemu, ki poješ, je tudi vstop v neko zaupanje. Predvsem pa je tudi dovoljenje tvoje, da tudi tvoja energija potem da tisto frekvenco, eno tako valovanje in bolj zaupaš, bolj doživiš. Ne? In potem te jaz, tako kot vrnemo se spet na konje, te pripeljem eno stanje tvoje harmonije, ki potem, to je v bistvu zdravilno, rečemo, tako rečem. Ampak jaz se nimam za neko zdravilko, ali se imam samo za neko medij ali pa neko orodje, ki nekomu, če le lahko, to ni bil namen, da komu pojem. V bistvu so me ljudje slišali pet in so želeli, da jim pojem. No, jaz sem to pela pač zase. In marsikaj sem slišala, imajo operno pevko, nekje tam, ne, recimo pa sosedim, pa kdaj dobim kakšen mesec, če lahko prijem na teraso pa slušam. Ampak to je vse tako, kaj bi rekla, spontano. Kako si prišla od komunikologije, ki je bil sploh v tistih časih, ko smo bili študirali, zelo atraktiven študij, najbolj modern. Takrat se je odpirala ta zgodba, bi rekla, PR-ovsko-marketinške kreativne industrije. Ne? Potem si pa prešla k fotografiji in danes lahko rečemo, da si svetovno uspešna, prepoznana fotografinja. Hvala za ta kompliment. Ja, moje ustvarjanje gre kar, po mojem, že od otroštva. Mi smo živeli sem iz družine, ki ste pač oče in mama ste veliko delala. Preživela sem čas z babico in tetkom na čist mini kmetiji, to niti samoskrba, bi rekel temu. Ampak ta študij, jaz sem si v bistvu želela iti v srednji šoli na oblikovno, ampak je bilo to v Ljubljani in nekako na moje eksperimentiranje. Bilo je strah droge, iskreno povedano. Tako sem imela občutek, da nisem zrela za Ljubljano. In takrat sem šla v gimnazijo, ta izkušnja mi ni bila tako pri srcu, ampak se osredotočimo na pozitivne stvari. In delala sem sprejemno na restavraciji in arhitekturi. In pod 3. in 4. sem pa izbrala opcijo, je bila kitajščina in pa gozdarstvo. Vsi ti elementi so v mojem življenju še vedno postaja. Zakaj restauracija, ker bi najbolj še tudi malo praktično. Sem jaz prej slikala, tudi pač rišem, slikam,
Med drugim sem pisala tudi pesmi, bomo dali. Ja, prinesla si kar nekaj zanimivih predmetov, prav gotovo se jih bova Če bom dotaknili. potem, ja. Ja. Skratka, nakar potem študij in sem bila zavrnjena. Vse posod mi manjka eno točko. Seveda so poslali položnico za kar nekaj denarja. In jaz nisem htela sprejeti te odgovornosti, ker nisem bila sigurna, da si to želim študirati. In sem želela to svobodo, vedno sem težila po svobodi. In sem odšla delati v Nemčijo, takrat nisem bila sprijeta, ne? In sem želela v Avstralijo, to je bil namen, zakaj sem sploh šla. Ne? In prišla sem nazaj, vmes sem bila proti izvažanju orožja, referendum, preko Most organizacije sem igrala street teater v Švici in sem imela vlogo diktatorja. Igrala se je družba kako se proizvaja orožje. In oni so imeli takrat referendum, mi smo bili skupina, iz vsake države je bil en in je vsak v svojem jeziku v bistvu smo prezentirali. To je bila ena taka izkušnja, skratka komunikologija. Zakaj? Zato, ker sem ugotovila, nimam pojma o življenju in da nimam pojma o državi, kljub temu, da sem hodila na gimnazijo, nisem razumela sveta takšen, kot ga sem videla v Nemčiji. Nemčija pa tudi en taki prispodoba nekega bogatstva v smislu, ker so pač naši armajterji hodili tja. In sem imela to iz otroštva. Da sem mislila, okej, tako. Prišla sem nazaj in potem sem šla izredno študij komunikologije, ki mi je spet manjkala 2 točki, ampak takrat je bilo moral si imeti več točk za medicino. Ja, to se spomnim. Ja, tisto leto je bil neverjetno visok prag, da si šel. In tudi na fakulteti za družbene vede, Ja. kjer slovi katedra za mednarodne odnose, je takrat bila komunikologija nekaj zelo In meni special. žal, Ja. super je bilo. Všeč mi je bilo, da sem bila 2 leti izredno, ker so bili tisti bolj splošni. In se marsikrat tudi vmes počela, drugače pa potem redno tudi bilo zanimivo. In ravno mi je bil zanimiv ta del analize raznih oglasov družbe, tudi dnevnika, takrat je bil dnevnik med Pop TV-jem in RTV-jem, smo to analizirali. Skratka, take komunikološke stvari. In FDV takrat se je zgradil nov profesor, so bili odlični, mislim, izkušnja s FDV. Ampak kako si se potem srečala pa s fotografijo? S fotografijo sem pa se srečala, po mojem, že kar pri 6 letih. Oče, tukaj ena fotografija, sicer iz Lipice, ne, to se jaz, ni lipicansk, ker sem bili premala, da ima mama, ampak oče je fotografiral, oče je tudi sam kaj razvijal in je imel zelo lep album, v katerem so bile gore predvsem pa to. In takrat kupili so Olympusa, to malega, in jaz sem namesto malice denar vse porabila za film. In potem sem fotografirala, jaz sem fotografirala cel čas. In tudi sem si želela iti na fakulteto v Prago, ampak takrat si moral potovati na Kersnikovo, si moral obstati 1 uro ali pa cel dan pred to pisarno za mednarodno in nisi dobil informacij. Skratka, jaz sem pač takrat, ampak sem se družila s fotografi, so mi razvijali fotografije, tam na Ptuju Kovsi, in je on pač kdaj jim povedal, kako in kaj. Med nami je pa bil seveda zelo eminentna oseba, fotografska, to je Stojan Kerbler, kjer je pač njega smo si ampak potem, ko smo že imeli računalnike, sem imela to možnost, moj partner me je predstavil na Ptujski gori, me peljal do njega in sem si upala priti z laptopom. Ker do njega nikoli nišče ni prišel samo s fotografijami, ampak jaz sem rekel, ne bom to zdaj. Skratka, takrat je bilo prvič, ko se je on mogoče tudi srečal na tak način. In potem sva sodelovala pri projektu z lekarno Ptuj. Jaz sem izbrali 12 ptujskih fotografov, jaz sem bila kurator in skupaj z Stojanom Kerblerjem, tako smo se mi doma pobliže spostala, on je bil nekako moj mentor, kako se razstava postavi, ampak to vse tako subtilno. In kasneje, 2008, je bilo kar prelomno leto, sem organizirala oziroma producirala film Svet ni vedel, da je prestal pesmi s Stojanom Kerblerjem ob 70-letnici. Bil je zelo ameriški pristop, independent, neodvisno,
v bistvu sem bila poslovni plan in organizirala to, da smo snemali vsak mesec. Imeli smo premiero na njegovo 70-letnico in sedaj zdaj mi je že 80 in več in je dobil tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, je prvi fotograf, tako da on je bil en tako in še je seveda. Ja. Tako. Eminenca. Pol pa še zaradi tega filma sem pa potem dalje nadaljevala študij filma na New Yorški filmski akademiji. To je bilo leta 2009 in tam smo še potem 3 leta, posneli smo še kakšne filme. Potem pa v času študija na akademiji me je Maša Šifter, takrat je bila za kulturo na Washingtonu, zelo vztrajno pač prepričevala, da imam razstavo, ne. In jaz sem rekel, pa jaz sem fotografirala cel čas, ne, sam nisem pa kazala stvari. In je ona kar vztrajala, ne, in me potem čez 3 mesece pokliče, pa pravi, a imaš zdaj, ne, jaz rekel, ja, ne vem, ne, lipicance bi, ne. Lipicance sem izbrala zato ker so univerzalni jezik kot glasba in tudi hkrati seveda naša živa kulturna dediščina in tudi najlepši spomin na moje otroštvo. To je, ker so starši bili takrat z nami. In ta razstava se je zgodila ob 20-letnici slovenske samostojnosti. Kako je nastal ta ciklus? Je pa nastal zaradi tega, ker sem jaz bila decembra oziroma novembra v Tuniziji, potem januarja, ko sem pa fotografije izbirala, pa je bila revolucija. In sem se jaz takrat spomnila naše samostojnosti in naše vojne. In če se tiče, kar smo rekli, kje smo se mi spoznali, od Boris Pahor, ta številka 108, v bistvu predstavlja njegovo življenje, 108 let in tudi lahko predstavlja taboriščno številko, lahko predstavlja pa tudi konzumizem, kratka vedno neka koda, ampak budizmu in pa predstavlja sveto številko. Prav 108. Ja, prav 108, oni prav častijo. In tudi 108 krat ponovijo neko mantro, ali kaj tako, tisto, ko molijo. Kar sem mislila glede tega, sem pa... Da si povezala konje kot živo kulturno dediščino in potem za to razstavo, ne, in potem si prešla na Pahorja. Vojna, ja. Ta vojna, ki nas spremlja. In v bistvu vse skupaj, to bi res želela poudariti, zakaj sploh to vse skupaj počnem, je, ker takrat, ko sem bila stara 13-14 let, sem tudi napisala celo, to je prav original, celo pesmarico, kateri je tudi o atomski bombi pesem, o svobodni ptici, kje je pravica v angleščini. Glavno, to je izhaja iz nekih gledanja dnevnika zraven očeta, ko smo bila v dnevni sobi in takrat je bil čas, ko je pač oče imel čas, sploh kaj je drugače sodilo, ne. In mi ni bilo jasno, da nas učijo v šolah, da je svetovne vojne konec, a hkrati je bilo vsak dan po dnevniku neka vojna, ne. In to kot, jaz pač nisem postavila vprašanja, ampak sem premlevala, kaj to pravzaprav pomeni. In ko smo se mi osvajali od pač 25. juni 91. smo šli slaviti, ne, in je tak velik ogenj smo imeli in tako, in smo super se imeli in da, ampak potem zjutraj pa je prišel brat in jaz sem še spala in je mislil, da sem pri Maši in je kričal, da je vojna. Na kar to je en tak moment, ko sem izgubila varnost za celo življenje. Nikoli se ne počutim več, kako bi rekla, ena varnost je odšla. In lipicanci so bili tisti neki dogodek, ki sem potem 20 izbrala fotografij, ki so namenjene slovenski samostojnosti in govorijo zgodbo skozi to. In to je bil tudi vzrok, da se Pahor odprl srce, ko smo videla govorila. In on vprašal, kaj da je dovolil v resnici, ne? Ja, on je pogledal to in je rekel, ok, vi ste to fotografirala, lepe fotografije, kdo je pa to napisal? In me 3krat vprašal, da sem napisal, ker je prav in to si ti napisala, ne? Celotno, ja. In takrat je rekel, no, zdaj me pa lahko fotografirati. Ampak na poseben način, namreč fotografire, ne vem, a se tukaj kaj vidi? Se vidi. Se postavlja ta gospod v okolja, ki
ki so drugačna. Recimo na otroško gugalnico, ne? Ja, v bistvu najno srečanje je bilo zelo srčno. In mislim, vse te ustvarjanje, kar delam, je tako človeško. No. Ta osnova je človeška in tukaj imamo recimo nekropolo, ne? In tukaj imamo vlak, ki se tam v bistvu daha in asocira. In on je pri vsem, imamo 12 montaž, v vsaki je 9 različnih portretov, ki so na točno tisto temo, kar smo govorila. Tu je on podpis in govor o tem. Ne? In potem je neki dodatek, ki bi naj predstavljal, zakaj so montaže in zakaj je neki element. Zato, da bi mlade ali bi rekla to neko sodobnost komunikacije, da bi pritegnili pozornost malo. Ne? Ker danes vemo, je čist drugačna pozornost in sploh, da lahko sporočilo poveš. Ne? To pa pri njem doma. Tako da, vedno je 9 not in 12. In cela zgodba v eni fotografiji. Ja, v montaži, ja. In potem teh 12 tudi predstavlja 6 privat nekih tem in pa 6 njegovih pogledov na Trst, na nekropolo, na državo, na take zadeve. Alenka Slavinec, zelo rahločutna opazovalka sveta si in zelo empatična in vidiš stvari morda nekoliko dlje kot običajni ljudje. In zanimivo mi je, da je na srečo tudi svet to pri tebi spoznal. Namreč ravno v času, ko smo se srečali, si prišla z globalnega podnebnega vrha, COP30, bila si povabljena v Brazilijo in sicer v državo, kjer smo tudi spremljali leta in še vedno, na žalost, strašljivo krčenje amazonskega gozda, ključ sveta. Zanimivo, ne? Kakšen paradoks ali ne, da postavljajo globalni podnebni vrh tam, kjer se na dnevni ravni dogajajo resnično škodljive stvari za cel planet, živo vrsto. Kaj si tam doživela? Kakšno družbeno odgovorno držo poanto si prinesla na podnebni vrh? V bistvu za ekologijo in bi rekla Združenimi narodi z to agendo, sem se soočila, ko sem imela 40 let, sem praznovala rojstni dan, ker je moj dan svetovni dan okolja, to je 5. junij. In sem bila v VIP Media Zone in sem takrat se z temi temami kar na lastne, nekako bi rekla, šla sem tja, da rezoniram z določenimi stvarmi, predvsem pa kot Slovenija, kot zaščitnica vode in zavedanja o vodi in pomembnosti pitja vode in ravnanja. Nekako to ne v nas, to okolje in opazovanje narave prihaja tudi pač z mojega otroštva, z moje družine, bili kmetje in med drugim tudi oče bil pri zeleni vedno skrbel za naravo in imamo doma velik vrt. Ampak gremo nazaj k Brazilijo. V Braziliji je bil v bistvu koncert predvajan, ki smo ga posneli v Boliviji, v Amazonu. Posneli smo pa ga z raznimi zelo priznanimi glasbeniki, tudi iz Broadwaya, z organizacijo OM, ki se ukvarja za to zavedanjem well-beinga, ko bi rekla se splošno v teh mestih, da bi ljudje se našli stik nazaj. Naslov koncerta je bilo Love Your Mother, to je mišljeno zemljo. Ja. In v bistvu ta koncert je bil prvi koncert, ki je bil posvečen naravi, za narave bil. V bistvu mi smo igrali in peli naravi in ne temo občinstvo in imeli smo to tam določene znanstvenike, ki so to merili. V bistvu sem sem bila povabljena kot oseba in da kaj doprinesem, ampak ko so mi slišali tako kot ti pet, so mi kar na oder postavili, tako da je bilo to kar primerno. Dobesedno so ustvarjeni organizatorji, da tudi jaz zapojem tam, tako da to ni bilo plansko. Kakšen poklon? Ja, res. Brazilija pa je sama po sebi zelo mi pri srcu, se je obiskala že, mislim, da 6-krat.
prvič s partnerjem, že leta 2000 sem preživela karneval Brazil na vse možne načine in ponesla tudi našega kurenta v Lindo, kjer je UNESCO, tam Recife. Ambasadorka si. Verjetno tudi, ja. Ambasadorka. Upam, da se tega ljudje v Sloveniji zavedajo, ne? Ker koliko ambasadorjev imamo, ki so v bistvu neformalni ambasadori, ne? Ja, mene so včasih tudi vprašali na avionu, ko sem kdaj v business class sedela, če sem ambasadorka. To bi se mogoče v tem kontekstu Amazona in ohranjanja. Tukaj imamo Jaguar Award, to je en tak iz Palenke, iz Chiapas, Meksiko. To je bilo drugo srečanje Indigenous Cultures, to je organiziral Four Worlds International Institute. To je Chief Phil Lane, je v bistvu, bi rekla, oče tega srečanja skupaj, ampak ni on si to mislil, ampak to je bilo po profesiji že zdavne predvideno. On je samo to izpolnil. Smo imeli kot neki posvet, so prišli iz Amazona, Bolivije, vseh teh držav in Severne Amerike in tudi od drugje, ne samo iz Amerike. In po enem 5-dnevnem srečanju in smo imeli ob 21. marec, takrat, ko je eklips, smo imeli velik obred na samih piramidah. Zdaj več ne dovolijo tega, zdaj so vse ogradili. In takrat potem pa so tudi podelili ena priznanja različnim nam, ki nismo zdaj od tam, pa jih podpiramo že vrsto let. In tako priznanje je tudi dobila še takrat živeča Jane Goodall. Ja, in kar nekaj zelo, zelo... Moja sogovornica. Lepo. Prišla je pred leti, leto potem, ko sem rodila prvega otroka, v Slovenijo. In se spomnim, da smo naredili čudovit intervju, podarila mi je knjige, ki sem jih redno prebirala svojima otrokoma, ljubiteljica, strastna opazovalka in preučevalka opic, ne? Ja, in med drugim potem, kar bi rekla. Mislim, da je lansko leto preminula, ne? Lansko leto. Ja. Ampak ona se je zavestno odločila, da se poslavlja, tudi napovedala, da je to leto poslavljanja. In zelo podobna je moja babica naredila, ko imela veliko kmetijo. In ko je dopolnila 80 let, je rekla, vsako leto in vsak dan se daje samo še dar. Jaz sem svoje naredila in je rekla, da si želi oditi, ko bo vse pod streho. In tako točno je bilo. Tako da jaz sem, kaj bi še takega, zavedanje enosti. Mislim, da je ta tema vse skozi, ko si me tako vprašala za to ekologijo in to, v koroni in to neko predvidenost. Zanimivo je to, da s to razstavo Slovenija sem želela poudariti mladim vrednost miru, zavedanje o miru, to je bilo namen tega, in zavedanja nacionalnosti, hkrati globalnosti. Potem imamo tukaj sodelovanje z Festivalom Ljubljana, ki je tudi definitivno zaznamovalo moje pot in nekako priznalo, to je bilo takrat v vašem delu, prosim, objavljeno. Ja, to so vse moji portreti. Takrat je bilo to Plečnikova simfonija križa, leta 2012. V Tivoli ste lahko to gledali, leta 2022 pa je bilo je pa Zlata doba festivala. In ta Siljan, ko sem prej govorila, sem pa takrat imela eksperiment z 8 umetniki v okviru likovne kolonije. In je potem takrat sem 8 umetnikom to zapela, takrat še s kristali. In smo ugotovili, da takrat padajo maske. In ko padajo maske, dobiš osebo točno v tistem portretu. To v bistvu počnem, najprej zapojem, potem pa fotografiram. In ko si v tistem stanju, nimaš sam pred sabo maske, ne? Ko mi imamo vseeno, ko se nastaviš, imaš vseeno takrat nimaš. In tista fotografija portreta umetnika je skladna z energijo, ki on slika. In to sem jaz takrat dokazala, v bistvu, in so oni potrdili. Zanimivo. 13. marca 2020 je v Sloveniji bil prvi lockdown in smo dobili na obraz maske. To je bil datum,
ki bi morala imeti otvoritev razstave z naslovom Vdihni. In sem imela točno na tisti dan. Fotografije so bile naprintane na les in sem govorila o slovenskih gozdovih, ker sem zelo zaskrbljena, kaj se počne z njimi, in o dihanju pljučih. In seveda takrat pač to ni bilo možno izvesti, ampak Rudolf Gas, ki ga poznate, on mi je bil moj model. Nama obema se je strlo srce, ko smo prišli na moj najljubši gozd in je bil posekan. In je bil tako grdo posekan, da so ta drevesa dobesedno jokala belo smolo in on je to isto čutil. Tako je bilo, kot da smo prišli na strelišče umrlih. In takrat sem jaz rekla, namesto da bi njega fotografirala kot normalni portret, mi da sva padla v trans in sva naredila, evo, to ena fotografija njega, on je tu 50 star. Ampak to je en fotka, brez, ne. No, to je ta predvidenost nečesa, kar čutiš in potem ustvariš in bolj se to nekako zgodi, ne. Zanimivo, ja. Ja. In potem... Zato sem rekla, da večinoma so moji gostje, ste moji gostje ljudje, ki vidite več in dlje. Nekako tako si zamišljam in tudi resnično opažam, da ste posebni ljudje. Če greva na ene take, bolj bi rekla, potrošniško zanimivejše, še bolj zanimive zgodbe, namreč na podobo. Namreč, Alenka Slavinec, prišla si oblečena tako, da mi je zastal dih. Hvala, to pač mi pride od ženske, Ja, ampak v Sloveniji je to redko, ne? Da pridemo v takšna okolja urejeni kot recimo na kakšno gala prireditev. Zakaj si se odločila za prav to obleko? Ta obleka me predstavlja hkrati eno mirnost in hkrati zlato, ki ga nosiš v sebi. Bila je mi poslana od Lele Habani. Ona je v bistvu zelo priznana kuvajtska dizajnerka, po narodnosti sicer Sirika. In ima v Harvey Nichols v najprestižnejšem delu svojo butik. Ampak poslala mi je to darilo na otvoritev Alabrige Luxury hotela, v katerem sem pa jaz bila isto najeta za njihov wellness, da sem njihovo okolico en mesec fotografirala, mislim naravo, to je na Costa Bravi, in potem je še dan danes imajo te fotografije. In med drugim ima fotografija lipicanca Grive od kraljičinega Elizabete Grivo. In no, njena oblačila in tudi druga, kot so recimo La Bourgeoisie, ko oblačijo J.Lo in to so mi prijatelji, ker jaz sem živela v Kuvajtu en čas in takrat sem lansirala revijo, ki jo poznate sicer, Fashion Avenue. To je bil nek poslovni dogovor, da sem samo izvajala stvari, ampak sem bila urednica med drugim in takrat sem spoznala vse te res eminentne dizajnerje, smo še zdaj prijatelji. Kuvajt je eno posebno mesto v mojem življenju, imajo pa tudi nekaj skupnega. Namreč njim se je zgodilo isto s vojno, ne, v istem obdobju. In ko sem imela razstavo, bila sem povabljena na Ministrstvo za kulturo, Arts and Letters, so me povabili, da imam razstavo, ampak so povedali nekaj. Veste kaj, imate drugačne vrste korjev, mi imamo pa arabske, ne. Vem, ampak lipicanec je tudi malo arabski, ne. Vem, ampak če želite malo, da bo več obiskano, bi bilo fajn, da mogoče malo premislite, ne. In jaz sem rekla, ok, pa predstavimo za 1 leto in v enem letu sem delala z najbolj uglednimi kobilarnami, med drugim od Kralja. In sem naredila razstavo Love in Us in znotraj, to je bilo v Modern Art Gallery, muzeum, pardon. Znotraj te razstave sem postavila Slovenija in Us. In je bil napis in je bila celotna razstava Slovenija znotraj tega, tako da sem v bistvu dosegla, da so videli to Slovenijo.
In ta prva oseba, ki je bila tam in je videla to 1991 odhod iz Jugoslavije, ki je zelo žalostna fotografija in se vsi pritožuje, kaj sem to vred slikala te Lipicance. Ampak gre za to žalost, hkrati veselje, da smo se ločili, pa hkrati je bilo zelo veliko žalosti in bolečine, ne? Na vseh stranih, ker smo pač ljudje, ne? To so meje, pa politika, eno so pa človeške vezi. No in takrat je ena oseba začela jokati, ko si je prebrala to. Zakaj? Ker je čist ista, no to je to, kar jaz govorim o zavedanju enosti. V bistvu moja razstava Zavedanje enosti je bila v času korone in takrat sem imela ta kratek film Lavi nas o Lipicanci. Takrat sem posredovala z Sanjo Veličkovič in pa z Majo Ferme. Kot vedno imam nekako te sporedno dizajnerje, tudi Matteo Benedetti za Sustainable Fashion, da še ne bom koga pozabila, moram vse, ampak bi nekaj vse rekla o Mihaličevi galeriji. Mihaličeva galerija je en poseben kulturni simbol Ptuja in ima 2 nadstropja zraven Drave in je tudi nekako ločen in ima eno special energy. In takrat je bila korona. In sploh ni prepovedano sploh se družiti, ampak mi so vseeno to izpeljali brez vabil in brez vsega, jaz mislim, mogoče sploh ne bo nišče prišel. In gledali smo si film o Stojanu Karberju, o Lipicancih in en prispevek od Chief Phila Lejna, ki nam je povedal tak skozi to staroselsko bil govor in so si tam gledali, kaj je on to, zakaj je on, ne? Ampak on je govoril o tem modrosti. Tukaj bi se dotaknila modrosti, ker so me tudi oni nekako ta iluzija oziroma zavedanje materinščine. Govoriti v svojem jeziku je takega pomena, ki ga je po mojem mi se sploh ne zavedamo. Jaz se ga do zdaj nisem. Vmes sem bila čisto v angleščini, spala sanja v angleščini in sem nekaj ugotovila, da ko govoriš v angleščini, sicer imaš občutek, da si pač globalen, ampak hkrati te odreže od srca. Odtujen od sebe. Ja, in ni v redu, da in zato so tudi vedno, ko se je karkoli spreminjalo politično ali ne, so želeli, da se ne govori jezik, ne, zato ker je to moč, ne. In ta slovenščina, jaz srčno upam, da se bo tudi malo zavedanje v Sloveniji, govorjenje slovenščine pa z mladimi pač malo dvignilo in se mora, mislim, Slovenija tako preživela skozi kulture, malo tudi kulturni dan, ki ga ima redko kdo na tem svetu. Tako da glede tega se je ta srednja vseeno to zavedala, ampak govoriti slovenski jezik je nekaj zelo lepega tudi zato, ker se bliža recimo Valentinu, ne? In lahko reči, da smo mi 2 bila, ne? In tukaj na tem mestu se bi mogoče jaz v tej dvojini zahvalila tudi svojemu partnerju Darkotu, ki me vsa ta leta kljub verjetno nismo mislili, da bo taka pot s temi razstavami, ne? Ko 8. februarja leta 2011 sem v Washington DC imela otvoritev razstave Slovenija nas, ki je takrat otvoril naš premier. In takrat naprej je šla razstava po 12 državah, od Kitajske, Japonske, Egipta, Amerike, Italije. Expo se nisva niti dotakle. Recimo na Expo, kar je bilo zelo pomembno lani, je bila tudi ta razstava v Dubaju, ne? Tisto je bilo water, tisto je bilo za vodo. Aha. Na Expo v Osaki pa je bila razstava o Borisu Pahorju zaradi tega praznovanja ob 80-letnici vojne. Na Milano so bili pa Lipicanci, ampak ta v Osaki bi samo želela poudariti, da ne pozabimo. To imamo naš Miren Kras, Spomnik miru. To je ena taka ustanova, ki je Slovenija naredila in mislim, Slovenija se zaveda pomembnosti, je posebna država, kar se tega tiče. In mi je veselje, da se zahvalimo tistim, ki so nam omogočili, da tukaj mi mirno sedimo. Tu priporočam, da res tu se vidi pač naša zgodovina, ko so padli na vseh vojnah, ampak konec na vrhu pa imaš razgled na vse 4 strani neba in je ta moč širine in hkrati
hvaležnosti, da smo svobodni. In tukaj bo tudi potem stalna postavitev razstave Od Pahorja v spomin in pa željo, da bodo mladi tudi vzeli kako knjigo in tudi mi in se posvetili miru, ker mir nastane znotraj nas. In lipicanci, tisti, ki še niste dotaknili se konja, jaz bom srčno priporočam, da se ga. Kako občutiš to žival? Ta žival, ki bo simbol leta, no, vse zadnje, če se vendarle posvetiva tudi kitajskemu novemu letu, na 60 let se zgodi takšna kombinacija konj in še v znamenju ognja. Kar si dobila, no, ker se še tega tudi nisem dotakla ognja. Leta 2023 sem tudi bila povabljena na poseben dogodek od teh indigenous v Hidalgo v Meksiko, kjer se je zakuril ogenj, 8. ogenj miru se imenuje. In to je po njihovih profesijah skozi zgodovino, da se bo to zgodilo na dan, ko bodo narodi sposobni sedeti ob istem ognju in s srcem komunicirati in se bodo odločili, da se vrne nazaj k naravi ali bodo šli v čisto drugo smer. In jaz sem bila takrat prisotna tam, bili smo sicer na haciendi, to se pravi na neki feudalni zgodbi, zelo težke energije in tam smo ta pepel, za tisti, ki smo bili prisotni, smo ga ponesli po svetu in delamo nove ognje miru in take smo na COP28 v Dubaju, pri Green Shakeu smo bili, 30 voditeljev je bilo tam in tam, ker sem imela obred, ki smo to si potem razdelili in potem sem bila pri Vedas na Šrilanki, z staroselci smo zakurili ogenj s tistim. Bila sem s profesorjem Petanom, zdaj upokojenim na muzikologiji, je bila celotna družba muzikologov, etnomuzikologov. In vse te zgodbe so, mi rekla, od Maroka do Senegala. Ampak Alenka, zanimivo, ne, da toliko podobno mislečih in tudi dobro naravnanih ljudi, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, pa vendarle, lahko rečemo za naš mikroslovenski kozmos, toliko nekih napetosti, medosebnega trenja na svetu, pa toliko, bi rekla, prav ostudnih konfliktov, ki nam pokažejo, da je človek res bitje, ki prinaša zlo, lahko tudi. Kako ti to razumeš, to neskladje? Jaz ga zelo dobro razumem. Zelo mi je jasno, kaj se dogaja, ne? Ampak pol bi mi rekli, da sem teorije zarote in tako. Kaj se dogaja po tvojem? Dovolj si ta prostor, ti dajem prostor za ta razmislek. Ja, mislim, da je stvar preprosta, da gre za zlato, ampak tisto pravo zlato, ne? Željo potem, čim več imeti. Ja, prevara glede tega dolarja in vseh skupaj, ta cela zgodovina, ne? V bistvu jaz osebno mislim, da poanta samo v tem zavedanju tega, da smo mi iz narave in del narave in to izkoriščene kakršnokoli in nekako elitizem in pot. Ne govorim, da tisti, ki nič ne delajo, ne mislim, da tu govorimo o nekem naravnem redu. Zdaj beseda upanje, to so mi tudi starosti se zelo lepo povedali, upanje, vera, belief, ne, in zaupanje. In oni te dve besede sploh ne poznajo, ker niso relevantne za našo bit življenja. Naše bit življenja je zaupanje. Ker z upanjem živiš v naravi, ker si del nje. In ti veš, da si danes si tukaj, ampak ko boš umrl, boš hranil nekomu drugemu in se boš vrnil v neki drugi, ne, in si nekako, kako bi rekel, cikel je, ne? Ja, ampak nekaj več je v nas, ne, mi nismo telo, ne. Mi imamo vseeno to eterično dušo in nekaj več teles, ki niso samo fizično. In nekaj, kar se ne zavedam, da smo mi gradniki svojega telesa z mislimi in z našo celo DNK in kako vplivam na to. No. In ta del je tukaj ne? In vsi imajo, v bistvu vsi. Večinoma ljudi ima občutek, da so sprogramirani, ne? Vse to Matrix pa
V bistvu samo si pogledaš hollywoodske filme, pa ti je vse jasno, pogledaš tudi olimpijske igre, vsako otvoritev ima zelo zanimive analize, kaj prikazujejo in kako pripravljajo ljudi v sprejemanje nekih vzorcev. Pojasni. No, primer, londonske olimpijske igre so prikazali COVID. Čisto, če se spomnite, bilo tam na tisoče, kaj jaz vem, koliko je bilo, ta Hopkinska je bilo, če vsako od olimpijskih otvoritev pogledaš, je vedno sporočilo, kaj se to zgodilo naprej. Na to pa še nikoli nisem pomislila, niti nisem slišala teh pomenskih esenc. Simbolizem so vedeli že, je močna stvar. Vidimo od Egipta in še dlje. In simbolizem, zvok in podobe, Tesla in so. In v bistvu, če se vrnemo nazaj, ko se je toliko strahu. Družba naša deluje samo na strahu. Mislim, če je ljubezen, je nevarno, ker v ljubezni si varen in imaš energijo in si regenerativen in si v miru. In mir ne prenaša neke dinamike, ne prenaša nekih priložnosti, in takih drugačnih. In strah je, strah za preživetje, sigurno ne bo nekdo, ki nima za jest, razmišlja za nekih drugih vrednotah, ampak vse to je konstrukt. In vedno, ko življenje in zgodovina prikazuje, če nismo v skladu z naravo in samim seboj, in če delamo stvari, ki so škodljive za nas, ali za družbo, ali za sodelavca, ali za učenca, ali za učiteljico, ali za pacienta, in lahko še naštevamo, ali kulturnega delavca, se zgodi bumerang. Zakaj si prinesla bumerang? No, Avstralija je bila tista, ki me je pač takrat z Nemčijo odpeljala. Pa mi je bila zelo taka, zelo, na nek način kruta izkušnja v smislu življenja in prizemljitve. Ampak potem sem prišla v Avstralijo, takrat, ko so bile v Melbourneu Commonwealth Games. No, in ta Commonwealth prinaša tudi eno vprašanje, kaj se to slavi, zato ker to so bile kolonizacije, In je ta paradoks tudi zdaj se zavedanja in vseh teh raznih muzejih in to gledamo v Evropi, ki je ukradene stvari iz drugene. In zdaj so pač prihajajo v neko zavedanje, ki pač kakorkoli, mi, ki sedimo na tej strani, lepši strani, seveda noče nišče tega spustiti, ampak ta bumerang se pa vseeno skozi leta nam vrača. Ja, jaz osebno mislim, da je, kako bi rekla, da to življenje samo po sebi tako vredno, da si ga, kako bi rekla, v bistvu je, osebno mislim, da življenje igra zavedanja in da je vsa poanta v tem, koliko si sposoben dojeti mikro in makro, in da resnično, mislim, če samo pogledamo, iz česa smo, in ta carbon footprint, to je zelo pod vprašaj, kaj pravzaprav to pomeni, ker mi rabimo kakorkoli tudi karbon, ne v tem smislu onesnaževanja, ampak tu so, ta dilema je bila tudi napisana tam v tem breathe in, vdihni, ker naše drevesa, ki jih tako pridno zaseka, namesto še več posadijo, v bistvu one delajo vse, Mislim, mi ne rabimo nekih čistilnih naprav, samo dreve posadimo, pa bo čisto v redu. Bomo se vsi imeli lepo. Zakaj so imeli kralji velike parke in vse ful lepo, vse lepe stvari, oblike so včasih bile dodelane, to je bilo vse natančno, ne zaradi lepote, to je vse zaradi frekvence, ker je oblika daje svoje valovanje. In to so vsi vedeli, ki so v vseh pomembnih stvarih, je vse lepo, je vse v neki skladnosti, arhitekturni, zelo estetski, in je tudi, recimo, zdaj ta barva in to zlato tudi ima svoj, ko smo rekli, in to je vse energija, in ljudje, ki se tega vedo, in tako da današnja moderna arhitektura mene spominja na zapore. Tudi, ko prideš v Hong Kong in tam, ko se pelješ iz letališča in gledaš tiste bloke, ki so dobesedno kot
kot da gledaš futuristični film. Mene ne bo nišče prepričal, da je to človek, normalno. ki pretežni del svojega življenja preživi na zaslonu, je zapornik. To še pa je ena druga stvar, zasloni, ne? To je pa malo več, kot samo zasloni, ker grejo po našem živčnem sistemu. In to pa ne zavračam tehnologije in tega. Ne. Jaz mislim, da je prinaša zelo veliko pozitivnih stvari. Ampak ta regulativa ali pa neko ozaveščanje, na kak način. Ne. Mislim, da tehnologija, internet, telefon, vse to je v redu v smislu, ko se uporablja zato, ker bo namenjeno. Ne. Ampak da Steve Jobs ni pustil svojim otrokom, je pomenljivo, ne? Ja, ne, tudi Apple, ne, ko gledamo jabolko, v bistvu je to naše magnetno polje te obliki in tam je prekinjeno, ne. Tako da, recimo Manhattan, ko sem živela v New Yorku, ne, v bistvu pravzaprav nisem predstavljala, da bom živela v New Yorku, no, to je bilo vse nekako šlo, ne. In rolka, to 4 zjutraj, 3 zjutraj, ko ni tak dosti ljudi, ne, z fotoaparatom, ena taka svoboda, hkrati pa je toliko enih energij in vedno sem poslušala sebe, kajti včasih je mogoče samo 2 bloks, ne, v stran, da sem bila doma, pa sem vzela taksi, ne. Kakva energija je bila, ne. Ker tam res lahko sreča se, je pa se Amerika seveda zelo spremenila sedaj. Drugače narava Amerike, pa v smislu ta veličina. Mislim, jaz razumem po eni strani Američane, da razmišljajo tako samozavestno in tako, kako bi rekla, brezskrbno. Imajo to veličino v sebi, ne? Ja, ko prideš tja, ne, imaš res občutek, da se, kaj pa je problem, če jaz to malo nekaj, ne. Vse ni noben problem, ne. Ampak mi imamo pa vse malo, ne, greš v sosednjo vas in že govorijo drugače, ne, sosednjo mesto, ampak Slovenija vseeno je ena, mislim, zame najlepša, kakorkoli, želela bi se samo mogoče malo bolj, pa ne morem, pač vsak ima nek svoj, no. Ampak Slovenija mi je zanimiva zato in me miri nekako v tem stilu, da vidim, da toliko ljudi poje, da se ukvarja z glasbo, da se ukvarja z umetnostjo, da so društva, da so šport. In takrat, ko si ti ali športaš, da se ukvarja z umetnostjo, res ne moč hudo misliti, no. Se strinjam. Lepa misel za konec, pa vendarle bi te še izvala, kakšno misel in kater šaman ali šamanka ti je dala kot popotnico, ki te spremlja in je v resnici v vsaki tvoji pori. Modrost, ki te spremlja in ki je v tebi. Jaz mislim, da z tem poglavarjem sva imela neko, kako bi rekel, kot da bi rekel, da iz prejšnjega življenja, ali pa iz filmno, Pleše z vogovi. Tam not, ta film sem pa moja pogledala 20-krat, ne, in tudi seveda oče gledal western in to, tako da smo pač, ampak ko sem njega srečala... A Richard Gere v glavni vlogi? A Kevin Costner? Ne, Kevin Costner. Kevin Costner. Ja. Ja. Kevin Costner. In je... No, ko sem ga srečala na Dignity World Forum, tega čiefa, sem mu pokazala lipicanci, no, skratka vse, kar je povezano z lipicanci, so pravi ljudje. In on je bil pa, ko je bil mlad, je bil, njegovo ime je lopov konjev. Tako da hecno, ne? Zanimivo, ja. Ja, tako da on moje konje zelo, zelo pozna, da so oni bili tiho, da jih je lahko, ne, vse niso tega v resnici počeli, ne. Ampak, oni so ohranjali, da so oni preživeli, ne, ker so še zdaj zatirani. Mi tega sploh ne vemo, da se o njih sploh ne učijo v šolah, da še zdaj eliminirajo, ker se niso soočili z največjim genocidom, ki je bil kakorkoli, ne. Zdaj strinjamo, ne strinjamo, ampak in njihova da so del enega, no, da to zavedajo, ampak se pravim, to ne pomeni, da nekdo ni statusno, kaj če ti nekaj delaš, ampak govorimo o
tej primarni danosti, ki ti je dana. In ta moč, ki jo imaš v sebi, in sodelovanje, zavedanje enosti je nekaj, kar mi je dalo nekaj šin, ampak jaz sem se tega že tako v osnovi zavedala kot otrok, ampak z njimi sem našla stik zato, ker so govorili my language, ne, ta jezik. Drugače pa, ta druga gospa šamanka je pa Annie, ona je pa govori o tem jeziku, o materinščini in kako pomembne so besede, na kakšen način jih, v kakšnem kontekstu jih uporabljamo, da se slišimo, ne vem, ona ve, ko smo bile, so govorili takrat o tem neki zlorabi seksistični besed v družbi, kako se recimo z ženskami, ne, to je cela tema, ki bi lahko glede ženske, to je ta fotografija, ne, je v bistvu tu jama, tam, kjer sem meditirala, tukaj je kot Marija in ta M, ki so v bistvu medmožni in predstavlja womb, ne, maternico. Ampak gre za to strah pred to močjo, ki jo ima ženska, ki je edina sposobna bila, zdaj imamo pač te epruvete, ne, ampak je bila sposobna pripraviti življenje, ne, in moški so se tega bali na nek način, ne, kljub temu, da so seveda delovali. Mi živimo vseeno v moški družbi še vedno, ne, kakorkoli, pa nisem feministka in tako, govorimo o ptici, ki ima levo in desno. In če želimo lepo leteti, moramo biti skupaj v enem. In to je to zavedanje enosti tudi od vsega. In bo vsem lepo, ta win-win, no. Če je tebi lepo, bo tudi meni lepo. In življenje nas uči, da si slejko prej na vseh straneh. In vse kar bumerang spet, ne. In pa nekaj, kar sem se še skozi življenje naučila, je to, da pač v nekem momentu si nekomu luč, nekomu si senca ali nož, ne vede, ne, zato ker ima on ali ona problem s tem in to ni tvoj problem. In ko se nehamo ukvarjati s tem, da godimo nekomu, ampak da smo sposobni biti to, kar smo, pa ne arogantno, pa ne zvišano, ampak samo zvest, nekako ni tvoj problem, če človek tega ne prebavi. In je na tisti osebi, kako to vzame, dokaj si ti iskren. Se strinjam s tabo, Alenka Slavinec. Zrelost je to, da prepuščamo prtljago, ki jo nosijo drugi drugim in ne nosimo namesto njih, in da poskrbimo, da ko se enkrat ugasne luč, smo zadovoljni in pomirjeni sami seboj. To se pa lahko zgodi samo, če negujemo lepe, neškodljive, prijetne odnose in da smo v skladu s svojimi sanjami in svojo identiteto. Bo držalo? Ja, bo držalo. Res, ker veš, ta sprememba življenja, ne, ko se zaveš, da v bistvu nenehno spreminjanje in nekdo, ko te recimo reče, ti si, ko meni kdaj reče, sem fotograf, in recem, jaz, to je del mene, ampak vse te labels, ne, vse te, ko sem rekla, pa si šamanka, se ni poanta, nas vzgajali, da zdaj, če greš študirati, da moraš to početi. Sploh ni poanta v tem. Kako pa ti veš, ko si toliko star, kaj si pravzaprav, ne? Ampak vsa znanja, ki pa jih imaš in jih naše šolstvo kakorkoli je, se kritizira, smo vseeno en inteligentnejši narod na svetu. Sploh povprečje, Slovenija je čudovita država, ki ima veliko, ampak kar se pa tiče okolja, pa moram malo odpreti oči, kaj se dogaja v resnici zadnjih nekaj 10 let. Jaz kot fotografinja zaznavam ene spremembe, ki ne grejo ravno v to green, ne, bolj kapitalistično in tako. Ampak še vedno smo v eni elitni državi, ki imamo pravzaprav vse v malem in še nekaj drugo, imamo to melodijo spomina nečesa, kar je vredno svoboda, no, nam je zelo pomembna svoboda. In to smo tudi v današnjem prostoru, če gledamo politiko, tudi zastopamo to zelo suvereno, kakorkoli izgleda, ne, ampak
mislim, da je svoboda, zame je to nekaj, meni če vzame svobodo, je konc. No in ko je bil COVID, takrat, ko so rekli, da ne smeš se, to je bilo, jaz sem se počutila, tako da to je bilo pa nekaj, kar ne znam razložiti. Kozmično omejena, kot da konc sveta. Da mi nekdo prepove zato, da se cepiš ali ne, no, to poseg v telo in to se spet vrnemo na Pahorja, ker on govori o tem telesu in to njegovo, ko je povedal to, da njegov del vedno sliši te grozote in to, ampak ta ljubezen do življenja, ki je on imel, ko je imel in je mene vprašal, če govorim francosko, no, da bomo končali z ljubeznijo, jaz rekel, ne, da se samo poljubljam francosko. In on je pri 100 letih zardel, se spomnil prvo ljubezen na vse. In to je to, kar je zdaj pred nami še Valentinovo. In to je bila pesem Lavi nas, napisana v same Kuvajtu, sem jo celo prebrala. To je bilo kar revolucionarno, tako da jaz bi z ljubeznijo zaključila. In tudi zanimivo, nisi prva in verjamem, da tudi ne zadnja, ki v podcastu Supermoč zaključuje z mislijo, da najmočnejša sila tega sveta je ljubezen. Alenka Slavinec, hvala lepa za tvoj obisk. Nisem prezrla, da si v roki vzela še neko posebno zadevo, morda na kratko 2 stavka, zakaj si začutila, da primeš ta predmet in ga predstaviš? Zato, ker izhaja iz mame Afrike. In zanimivo pa je, da se vam pasla, da ni not barve zelene. In mogoče smo pa mi ravno ta zeleno, Slovenija in lipicanec kot lipica zelena barva. To je iz Kenije in sem dobila to od Glorie Star, ona je bila pa prva UN fotografija in novinarka in je zdaj stara že skoraj proti 100 gre in mi je to dala z namenom, da obiščem tudi Afriko. Sem obiskala zdaj Senegal, ima olimpijske mladinske igre in Afrika je nekaj, kar ima ta zvok, ki vemo, da je definitivno in to mogoče pa zaključimo vseeno s tem zvokom. Ni afriški, no. To si damo na glavo, ne? Ko? Čak, moram se uskladiti. Alenka, hvala lepa za posebno doživetje in vse dobro na vseh tvojih poteh in naj te res vodi še naprej ljubezen do kreativnosti, ustvarjanja, pa če to pomeni na koncu dneva, da obesiš, kot sem videla na eni tvoji natur taki razstavi, na 100, ali pa pretiravam na 10, več 10 kavbojk, jeans, rock and roll. To je status, spet so enke. Ja, tako. Enke. In zahvala mojim staršim in vsem. Hvala lepa. Srečno. Hvala.